Zmago Jelinčič, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz in Primorci, tisti, ki so se borili za svobodo Primorske, jemljemo ta zakon kot izdajo. Zelo smo presenečeni, da vlada podpira ta zakon, kar kaže, da je vseeno za Primorsko, da je vseeno za to deželo. Žal mi je pa, da tudi državni svet to podpira. Moj stric Zorko Jelinčič je bil ustanovitelj Tigra. Zato mi ne pljuvati v obraz s spremembami dikcije, kot pravi gospod Nemec. Ne gre za spremembo dikcije, gre za spremembo zgodovinskega stališča. Vrnitev je nekaj drugega kot, kako že pravi gospod Nemec, priključitev. Priključitev se je zgodila leto 1938, ko je Hitler priključil Avstrijo k Nemčiji. To je tako imenovani Anschluss. To je priključitev. Zato je Avstrija po koncu druge svetovne vojne lahko šla nazaj v svoje okvire in na svojo pozicijo. Če bomo mi v ta zakon dali besedico priključitev, bo najbolj srečen gospod Tajani in Italijani na oni strani, tako da se jaz tudi celo sprašujem, če ni tukaj zadnji kakšen kšeft zlahi na oni strani, ki hočejo nazaj rapalsko mejo in jim bo beseda priključitev krasno prišla prav. Kajti čez določen čas bodo rekli, aha, poglejte, Slovenci sami priznavate, da ste Primorsko priključili, ne pa, da smo jo vrnili v okvir matične domovine. Primorska je bila dežela v okviru Avstro-Ogrske monarhije. Ta dežela je imela status države. In ta status je po prvi svetovni vojni samo potihnil, ni izginil in ni zamrl. Kajti leta 1920 so po rapalski pogodbi ta del dobili Italijani. Zavedati se je treba, da tudi v času druge svetovne vojne so NDH, Hrvaška, je podpisala sporazum o mejah med Italijo in med NDH na meji dežele Primorske. V letu 1943, ko je prišlo do kapitulacije Italije, Nemci niso Primorske dodelili NDH-ju, kakor lažejo Hrvatje danes in kakor jim naša vlada prikimava, ker je butasta in ne ve nič o zgodovini in ji je vseeno za slovenski narod. Takrat so Nemci iz te pokrajine naredili enoto Adriatisches Küstenland. Skratka, nihče od okupatorjev ni spreminjal tega, kar hoče zdaj naš veliki poslanec, gospod Nemec, ki pravzaprav pred volitvami hoče nabirati preferenčne glasove in nič drugega. Ampak nabiranje preferenčnih glasov na takih dejstvih je svinjarija, je izdaja. Pravite, da je Zveza borcev podprla. Ne mi govoriti o Zvezi borcev. Koliko borcev pa je tej v Zvezi borcev? Morda so še 3 živi, ampak tisti niso v tej zvezi borcev, zato ker to ni več zveza partizanov in tistih, ki so se borili za domovino, ampak je zveza nekih sinčkov, nečakov, vnukov, ne vem koga vsega, tistih, ki so ponavadi ustanavljali organizacije, ne pa ki so se borili. In zato še enkrat jaz gledam na to kot izdajo in kot izdajo gleda tudi Slovenska nacionalna stranka. Jaz razumem, da SD je pravzaprav naslednica tiste partije, ki je govorila proleterci vseh držav, združimo se. In tiste organizacije, ki je bila internacionalna, to se pravi, ni poznala meja in ni hotela imeti meja. Zavedam se tudi tega, da v letu 1954 sta se Tito pa Toljati v Beogradu dogovarjala o teh zadevah. Zato smo tudi izgubili Trst in izgubili smo Gorico. Zdaj bi pa gospod Nemec hotel, da izgubimo še celotno Primorsko.
Kaj ti vedite, Italijani so dobri pravniki, pri nas pa pravnikov sploh nimamo. Imamo v Ljubljani neko univerzo doktorja Edvarda Kardelja, ki uči bedastoče, ki ne pozna zgodovine, ki noče poznati zgodovine slovenskega naroda, ki niti ne ve, kaj je bilo pred letom 1991. Prekleto žalostno. Gospod Nemci je govoril o zedinjeni Sloveniji, pa sploh ne ve, kaj je bila zedinjena Slovenija. Zedinjena Slovenija je bila proklamirana v Ljubljani v deželnem zboru dežele Krajinske, pa so zopet slovenski politikanti to odrinili in nas stlačili noter v balkanski kotu. Zdaj nas hočejo dati pa še razdeliti na dele in naslednjič lahko računamo, da bodo še Avstrijcom kaj dali, pa še Madžarom, kar bo ostalo pa kar Hrvatom. Tendence so take v slovenski vladi in v nekaterih političnih strankah v parlamentu. Mene boli, da SD predlaga kaj takega. Ne bi pričakoval. Sploh ne vem, da bi lahko pričakoval od katerekoli stranke v slovenskem parlamentu kaj takega. In če bi Slovenija imela pameten kazenski zakonik, kot ga nima, bi imela noter tudi člene o izdaji in o veleizdaji. Celo Hrvaška ima to. Kajti v tem primeru bi moral človek odgovarjati za veleizdajo, kajti to je uničevanje teritorialne integritete lastne domovine. Pa še poznavanje zgodovine. Prej, ko je gospod Nemec govoril, pa je mešal Prekmurce pa Majstra, pa neke prekmurske praznike pa z Majstrom. Lepo vas prosim, dejte si, vzemite kakšno zgodovinsko knjigo, pa ne teh sedanjih, ki se jih učijo v osnovnih šolah, pa v srednjih šolah, pa na fakultetah, ko je vse prirejeno in po politični dikciji narejeno, tako da nekomu ustreza. Zagotovo pa to ne ustreza dejanskemu stanju in dejanski resnici, ki tukaj je. Ljudska volja. Kakšna ljudska volja? Kakšna ljudska volja? Lepo vas prosim, če ima nekdo samo 600 besednega zaklada, pač ne more biti tisti, ki bo govoril o ljudski volji. Pri takih zadevah je treba biti eksakten in točen in terminološko razumeti, o čem govorimo. Ne pa kar na pamet, tukaj neki, saj je vseeno priključitev ali pa vrnitev. Če nekaj priključiš, lahko nekdo zahteva nazaj. In Italijani, kot dobri pravniki, kot sem že prej omenil, bodo to zahtevali nazaj. Tako kot pri naših radijskih postajah, ko bojo morali zdaj plačevati Italijanom zaradi bedastoče slovenske vlade, zaradi neustreznih organizacij, zaradi neustreznih ljudi na določenih položajih, ki se jih potem tudi zamenja, ne? Ampak ostajajo tam, kjer so. Zato, ker so ugodni, ker so poslušni, ker jim je vseeno, kar se dogaja, samo da imajo polno rit, da dobijo plačo vsak mesec, pa ne gre vse k hudiču. In tukaj smo na istem stališču. Na istem stališču. In sramotno je to, kar se dogaja. Sramotno je, da sploh kdo lahko vloži tak zakon. Govori se o želji nekoga. S čem pa so utemeljene te želje? Zgodovinsko resnico zagotovo ne. Tukaj noter ni resnice, tukaj je izdaja. In pravi borci se v grobu obračajo ob tem predlogu. Tudi moj stric Zorko Jelinčič, ki je bil ustanovitelj Tigra. Boril se je za to, tudi za to, da imamo danes. Najprej tisto po drugi svetovni vojni in zdaj. V bivši Jugoslaviji, gospod Nemec, bi bili vi ob takem zakonu odpeljani in bi dobili 2 do 3 leta. Tako, in prav bi bilo to. In prav bi bilo to. Kajti take zakone, da je tukaj noter, je grozljivo. Grozljivo, izdajstvo in svinjarija. Jaz ne vem, kaj ne bi še povedal. A bomo potem, ne vem, kmalu bo potem Primorska italijanska. Kmalu, zelo zvito se dela, zelo zvito. In jaz se bojim, da če bo to sprejeto, kakor kaže pa bo, kajti koalicija je vseeno za Slovenijo.
Koaliciji Slovenija dol visi. Koalicija razmišlja o svojih bonitetah, da se bo fajn imela, da bo Evropi lezla v rit. Evropa se bo pa smejala, Evropa bo podprla Italijo, zato ker Evropska unija ne podpira resnice. Evropska unija je gnojišče lopovov, tatov, pedofilov, pijancev in podobnega. To je to. In ta združba bruseljska bo zagotovo podprla Italijane in jim bo dala prav. Seveda bodo pa na naši strani nekateri tisti, ki bodo pač to podprli, bodo seveda nagrajeni, čez čas. Vprašal ne bo noben, odkot komu kaj, in še Hrvatje bojo ploskali. Še Hrvatje bojo ploskali. Mi bomo pa zmeri manjši. 2/3 slovenskega ozemlja smo že izgubili. Izgubili zaradi ljubljanske posranosti, zaradi ljubljanskih politikov. Ali pa zaradi tistih, ki so se v Ljubljano pripeljali od zunaj in so pozabili, odkot so prišli in zastopajo interese kapitala ali pa kakšnih žepov ali pa kakšnih požrešnih ust, ne pa svoje domovine. Italijani pripravljajo zadeve. Vedeti je treba, da Italijani vsake 4 leta volijo župane obmejnih oziroma obmorskih mest na naši strani. Vsake 4 leta se voli župan Zadra, se voli župan Splita, se voli župan Pirana, se voli župan Kopra. Formalno. Vendar oni pravijo, da vlečejo nit. Da vlečejo zgodovinsko nit in državnostno nit. Mi tega nimamo. Mi bomo prerezali in bomo rekli, ja, seveda, mi smo Primorsko priključili, zato ker smo zmagali v vojni. Pa še to ni res, kajti Italijani so bili toliko zviti, da so leta 1943 prestopili na stran zaveznikov. To se pravi, tudi ta argument odpade. In bodo rekli, bomo pa zdaj vzeli to nazaj. Bomo vzeli nazaj, ker ne damo našega. V italijanskih šolah je še zmeri meja med Italijo in ostalim delom, kakor oni pravijo, balkanskega sveta, rapalska meja. Govorijo o rapalski meji. A je kdo z naše vlade protestiral? A je katerikoli predsednik vlade ali pa predsednik države od leta 1991 naprej rekel kaj o tem? Nobeden nič. Zaradi neznanja, ignorance, bedastoče in pa ritolizništva. Ker če bo Bruselj kaj rekel, bomo takoj kimali. Napake se delajo na vsakem koraku. Znanja iz internacionalnega prava ni. Poznavanja zgodovine Slovenije ni. Potem pa še take poteze. To ne, da bi ljudski glas, ljudska volja to podpirala. Ljudska volja bi morala iti na cesto, pa zmetati ven vse tiste poslance, ki to zagovarjajo, pa odvzeti mandate takim ljudem, ki lastno domovino izdajajo. Pa kje živimo? Kje živimo, Madonna? Slovenija je izgubila svojo zedinjeno Slovenijo leta 1918, ko smo se združili s Srbijo v Jugoslavijo. Hrvatov ni bilo, da ne bi kdo mislil. Hrvatje so bili integralni, nedeljivi del ogrske kraljevine in so bili vojni plen kraljevine Srbije. Slovenski politiki ljubljanski so dali Hrvatom neko državniški podstat na slovenskih osnovah, ker so naše narodne svete porinili v Zagreb, zato ker je treba ured lest Hrvatom, tako kot se dela danes. Takrat smo prvič dobili poglav. Dobili smo drugič poglavi po drugi svetovni vojni, ko je bila cela Primorska vrnjena Jugoslaviji. In takrat se je vedelo, da je Istra, celotna Istra slovenska. In to so slovenski organi takrat napisali. In je pisal slovenska Istra. Ampak to ni bilo mišljeno tako, kot danes govori naša butasta vlada. Slovenska Istra je tja nekam do letališča v Portorožu.
ostalo je pa hrvaška Istra. Ni slovenske Istre, ni hrvaške Istre, je samo skupna Istra, ki pa je celotno slovenska. Takrat smo jo že izgubili. Kdo je kriv? Ljubljana. In kdaj smo jo izgubili? Tretjič, ob osamosvojitvi, ker naši ljudje niso, te naši politiki butasti, niso znali prebrati temeljne ustavne listine, ki piše, da mejno vprašanje se rešuje v okviru nekdanje SFRJ, ne pa po mejah republik, kajti republiške meje znotraj SFRJ so bili zgolj administrativne politične meje, ki na internacionalnem pravu nimajo nobene zaslombe in nobene veljave. Tega ni. Obstajajo pa še vedno meje dežel slovenskih, kajti njihova državnost ni bila nikoli ukinjena. Ampak tega seveda naši pravniki ne vedo, ker ne morajo vedeti. Ne morajo. Ne moreš iz bukovih drv narediti klavirja, pa fertik. In ne more en razumeti nečesa, če nima ene osnovne izobrazbe. In če ima osnovno izobrazbo na nivoju koloradskega hrošča, ne more narediti nič več. Lahko pa naredi škodo za državo. In taki ljudje delajo škodo za državo. In uničujejo državo. Meni je žal, da ne morem glasovati ob tem zakonu. Ne morem zaradi tega, ker nisem član tega odbora, ampak sem prišel zaradi tega, ker me boli izdaja lastnega naroda. In jaz tudi ne bom odnehal, lahko spremete, kar hočete. Ampak ljudje, državljani, predvsem pa Primorci vam bodo s kladvom izbili iz glave take neumnosti, kot pišete tukaj noter. Kajti drugače zgleda, da se enih zakostenelih možganov ne da premakniti. Jaz sem mislil, da bo pamet zmagala že v samem začetku in da se bo ta zakon umaknil. Ne, ni se umaknil. Dobil je podporo vlade. Jaz se zahvaljujem zakonodajno-pravni službi, ki je izredno inteligentno rekla, da nima pripomb na zakon, kajti šla je samo za proceduro. In to je dobro, pametno. Ampak potem imamo pa vlado, ki to podpira, kajti jaz mislim, da večina sploh ni prebrala, poleg tega pa tudi ne razume, kaj to pomeni. Ne? In pa državni svet tudi ne razumem. Kar glasovali so za. Ja, porka fiks. Jaz ne vem, a bomo od zdaj naprej tlele pozdravljali z Eviva Duče ali kako? V to smer greste. V to smer greste. Da boste imeli pri Postojni mejo. Pa ne bo več Postojna, ampak bo Postumija. To delate, gospod Nemc. Pa kolegi poslanci tukajle, ki boste glasovali za to svinjarijo, za ta zločin. Hvala lepa, zdaj pa glasovati ne morem in imejte se lepo. Gospod Jelinčič. Stajalcev ne posluša.